Lepo pozdravljeni, sem Nina Petek z oddelka za filozofijo, kjer poučujem predmete z področja azijskih filozofsko-religijskih tradicij, z velikim poudarkom na indijskih filozofskih šolah. Danes se bova z doktorjem Luko Repanškom pogovarjala o novi knjigi, ki je šla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer Razgledi po staroindijski književnosti. Luka, preden poslušalcem predstaviva to osupljivo mnogovrstnost literarnega izraza staroindijske književnosti prek sprehodov po posameznih poglavjih, te vabim, da nam kot eden od urednikov dela predstaviš idejno ozadje knjige, potek samega projekta, predavanj in interpretacij, zasnovo, strukturo, namen dela, ki pa ni unikum le v slovenskem prostoru, ampak celo v svetovnem merilu. Hvala, Nina, pozdravljeni. Jaz sem Luka Repanšek z oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, z katedre za indoevropsko primerjalno jezikoslovje, sem tam predavatelj sanskrta in drugih starih indoevropskih jezikov. Ideja za to knjigo je pravzaprav prišla od Toneta Smoleja, hvala Tone, z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Namreč Vlasta pa Hajnar Klander, dolgoletna sodelavka tako Filozofske fakultete kot Inštituta za literarne vede na ZRC SAZU, je kar nekaj časa vodila oddaje na radiju na temo indijske literature in pravzaprav za namen teh oddaj je ona prevajala tekste, ki jih še ni izdala, recimo delček Ramajane, delček Mahabharate, kakšne povesti, kakšno dodatno liriko, kakšne dramatike in tako naprej. In potem je imela oddajo na to temo. Skratka, in te prevodi so potem v predalu obležali, in ko je Tone to zvedel, je pravzaprav poskušal pripraviti do tega, da bi se izdal učbenik na podlagi teh besedil. Seveda je bilo pa tukaj veliko vrzeli, treba zapolniti, in potem je naredila Vlasta koncept tega učbenika v 16 poglavjih, ki sva jih potem skupaj zasnovala, skupaj naredila. 3 poglavja se pa tičejo filozofsko-religijskih besedil in tukaj sva pa zraven potem povabila strokovnjake z tega področja, ker midva to nisva, in sva povabila Nino, pa potem še Tamaro Ditrih pa Lenarta Škofa. Zdaj, Nina, boš pa ti razložila, zakaj je toliko pomembno, da sva pravzaprav v ta koncept učbenika v teh 16 poglavij vključila tudi 3, ki se tičejo filozofsko-religijskih besedil, ki niso striktno besedna umetnost, pa vendarle. Zakaj? Tako, torej v samo delo so pravzaprav vključena besedila, ki so tako rekoč izjemno usodna za celoten filozofski razvoj indijske misli, torej recimo Upanišade, Purane, pravzaprav vsebujejo, predvsem najprej Upanišade vsebujejo izjemno pomembne filozofske ideje, ki so jih potem prevzele in v svoje sisteme vključile filozofske šole, Astika, hindujske filozofske šole, pa tudi tiste, ki so se pravzaprav odvrnile od te tradicije, kot je recimo budizem. Tako da po tej plati so tudi besedila, ki so zbrana v tem delu, izjemno relevantna pravzaprav za te začetke sistematizirane filozofske misli v Indiji. Je pa še ena posebnost nekaterih besedil, recimo tudi same Mahabharate in tudi recimo samih Puran, način, kako je posredovana filozofija, kako so pravzaprav ti zagonetni filozofski nauki posredovani skozi eno izjemno zanimivo, kompleksno zgodbo, skozi celo hudomušne prigode, skozi kakšne ljubezenske spletke, skratka, tudi po tej plati je delo izjemno pomembno tudi za razumevanje filozofije v Indiji. Skratka, kar se tiče indijske književnosti, se vsa področja prepletajo med sabo in eno brez drugega ne more. Zdaj, učbenik je zastavljen tako, da je primarno namenjen študentom, in sicer študentom sanskrta na našem oddelku in pa študentom primerjalne književnosti na oddelku za primerjalno književnost, ker tam imajo predmet svetovna književnost oziroma pregled svetovne književnosti in v sklopu tega obravnavajo tudi indijsko književnost. No, in v ta namen je ta učbenik tudi, bo služil ta učbenik. Ampak niso samo študenti tisti, ki jim je ta knjiga namenjena, ampak seveda širšemu bralstvu, kajti verjamemo vseh 5 avtorjev indologov, ki nas je prispevalo poglavja, da bo tole zelo zanimivo za marsikoga.
Namreč rekla si, da je knjiga unikum v svetovnem merilu in to je res. Namreč takega učbenika indijske književnosti še ni, torej staroindijske književnosti še ni, zato ker je zastavljen popolnoma drugače. Torej vsi učbeniki staroindijske književnosti, ki so dostopni, seveda v slovenščini ni nobenega, ampak v drugih jezikih, so narejeni tako, da razpredajo o žanrih, pa o avtorjih, pa o njihovih delih, praktično pa ni tam skoraj nobenega odlomka z nobenega od teh del. In zdaj zlasti nekdo na zahodu si zelo težko predstavlja, kako pravzaprav ta književnost zares izgleda. Ta knjiga je koncipirana popolnoma drugače. Zdaj, teh 16 poglavij kronološko sledi, zdaj kronologijo bom v kratkem potem opisal, kronološko sledi največjim spomenikom literarnim staroindijske književnosti, teh 3000 let staroindijske književnosti. Ampak vsako obdobje oziroma vsak žanr, bom rekel, obravnava tako, da je teoretičnega uvoda le toliko, kot je to potrebno, nujno za tisto, da se stvar kontekstualizira, ne? Potem so pa neskončni prevodi, torej ogromno prevodov, direktno iz originala, tako iz sanskrtskih besedil, kot iz prakrtskih besedil, in s tem študent ali pa nek drug bralec res lahko dobi izjemen, enkraten poglobljen pogled v to, kaj indijska književnost je, torej v ta miselni svet indijske književnosti, v ta idejni svet, estetiko, etiko in tako naprej, to se pravi res preko besedil samih. Tako da ta učbenik, kot mu rečemo, je zasnovan pravzaprav antološko in v tem je unikum. Torej, Luka, omenjal si razna obdobja in žanre, ki se uvrščajo pod staroindijsko književnost. Bi lahko sedaj predstavil ta lok, ki se pne vse od Rigvede pa do Gita Govinde? Tako, ja. To je ta dolgi lok, skoraj 3000-letni. Torej, vse skupaj se začne, najstarejši naši teksti so verjetno nastajali v obdobju 300 let in to je Rigvedska himnika, ta je nastajala med 15. in 12. stoletjem pred našim štetjem. Seveda to je začetek vedskega obdobja indijske književnosti in to vedsko obdobje je zelo dolgo. To vedsko obdobje praktično traja do 5. stoletja pred našim štetjem, torej nekako 1000 let. Že nekoliko pred tem časom, pa seveda verjetno že celo od 8. stoletja pred našim štetjem se zna zgoditi, tako globoko, da segajo korenine, pa že naslednjega obdobja in tem obdobjem rečemo epsko obdobje. In takrat pravzaprav nastane ta največji indijski ep, ki ga vsi dobro poznamo, Mahabharata. In takoj temu epu sledi Ramayana, ki je vsaj glede tega, o čemer pripoveduje, mlajša od Mahabharate, tudi po svojem stilu in slogu je mlajša od Mahabharate, o tem bom še kasneje kaj povedal. Pa vendarle, Mahabharata, kot jo imamo, pa je hkrati v resnici mlajša od Ramayane. To pa zato seveda, ker ta zadnja redakcija Mahabharate sega šele v 4. stoletje našega štetja. Torej, ta dva epa sta, pravzaprav to sta ljudska epa, in sta nastajala skozi zelo dolgo obdobje. Torej, to je to epsko obdobje. In potem po epskem obdobju pridemo pa v zadnje obdobje, ki je pa zelo razpotegnjeno in to je klasično obdobje staroindijske književnosti. Res o klasičnem obdobju staroindijske književnosti lahko začnemo govoriti od 2. stoletja ali pa 1. stoletja pred našim štetjem in pa do izteka tega obdobja, in to je 12. stoletje našega štetja, to se pravi zadnja velika pesnitev Gita Govinda, o kateri boš potem ti na koncu spregovorila. In seveda to sovpada z pravzaprav vdorom islama v Indijo, to je taka velika ločnica. Torej, takrat po tistem obdobju ne govorimo več o staroindijske književnosti. Tudi že Gita Govinda je pravzaprav, kot bomo videli, zelo na meji že v to, kar potem nastaja v tako imenovanih novoindijskih jezikih. Zdaj, klasično obdobje je zelo dolgo, torej več kot 1000 let traja, precej več, torej dalj kot vedsko, dalj kot epsko. In je zato ga smiselno razdeliti na tri obdobja, in sicer govorimo o zgodnem klasičnem, o, bi rekel, zlati dobi klasičnega, ali o zrelem klasičnem obdobju, pa o poznem klasičnem obdobju. In pravzaprav tukaj bomo se predvsem osredotočili na zrelo klasično obdobje, to je čas, v katerem je ustvarjal Kalidasa, največji tako pesnik, epik kot dramatik staroindijske književnosti.
ki je živel ali v 4. ali pa v 5. stoletju našega štetja. Ampak seveda tudi po Kalidasovem času, tudi potem recimo še do 8. stoletja, še vedno pravzaprav teče ta zlata doba ali zrelo obdobje, takrat čudovite stvari še nastajajo. Po tistem obdobju, rekel, od 9. do 12. stoletja pa nekako že malo dekadentno, malo dekadence, takrat res lahko govorimo o poznem klasičnem obdobju. Tudi takrat še nastaja veliko del, zlasti zanimivo to pozno klasično obdobje zato, ker v tem času nastane večina kratke pripovedne proze, torej pravljic. Torej, najbolj znana zbirka pravljic, basni, Pančatantra, je sicer mnogo starejša. Ta sega celo v zgodnje klasično obdobje, torej 3. stoletje našega štetja, še 200 let pred Kalidaso dejansko. Ampak potem, od Pančatantre naprej, pripovedna književnost v smislu kratke pripovedne proze nekako ne nastaja, oziroma saj dela nam niso ohranjena, in šele potem 10., 11., 12. stoletje dobimo te velikanske kompilacije besedil z različnimi zgodbami. Iz takrat, iz tistega obdobja, je recimo tudi Šuka Saptati, iz katere bova tudi brala, ki je seveda tako enako slavna kot Pančatantra in je bila tudi zgodaj prevajana v sosedske jezike in je potem od tam so te zgodbe prišle v Evropo in seveda te iste motive pri Bokaču srečamo v Renesansi in tako naprej. Tako, že sami začetki staroindijske književnosti pa pravzaprav predstavljajo tudi enega od njenih vrhuncev, torej namreč poezija v vedskih zbirkah. V čem je ta neprekosljiva dragocenost teh prvih indijskih književnih spomenikov? Ja, Rigvedska himnika je zanimiva reč. Spravi, Rigvedski himen je 1028, razvrščenih jih je v 10 knjig, v 12. stoletju pred našim štetjem je bila narejena zadnja redakcija, od takrat naprej se ta zbirka ni spreminjala, torej nove himne niso bile dodajane, himne niso bile več spreminjanje, do takrat pa seveda se je kaj dodalo, kaj odvzelo, kaj spremenilo skozi to 300-letno obdobje. Seveda njen primarni namen je verski obredni. To je himnika, ki je bila namenjena verskemu obredju. Ampak ne glede na to, te himne vsebujejo tak način izraza, tako motiviko, tako svežino izraza, take prispodobe, ki jih pravzaprav ne srečamo vse do zrelega klasičnega obdobja. To je nenavadno. Torej, imamo en dolg hijat, seveda epika, ta ljudska epika epskega obdobja Mahabharata, Ramayana ne dosegata tega stila, te stilske dovršenosti, ki jo Rigvedska himnika pravzaprav izkazuje. Da ne govoriva o stvarih, ki pravzaprav do zdaj niti niso bile toliko opažene, pa jih danes pravzaprav zelo natančno opazujemo, besedne igre. Kako so se rigvedski pesniki, vidci, kot jim rečemo pesniki, vezaj vidci, ker so bili oboje hkrati. Kako so se igrali z jezikom, kako so se igrali z metrumom. To zelo dolgo časa pravzaprav tam in naša zahodnjaška indologija, pa tudi seveda indologija v Indiji tega ni prepoznavala, danes pa vidimo to. Vidimo, kako mojstrsko pravzaprav, kako mojstrska je ta poezija, to dejansko je poezija. Čeprav seveda je bila v drugi vlogi kot potem poezija klasičnega obdobja, kajti ta besedna umetnost klasičnega obdobja je bila pravzaprav v službi estetskega užitka, ne v službi vere, ne v službi obredja, daleč od tega. Ampak ne glede na to, da imamo pravzaprav dve različni vlogi te književnosti, sta si strašansko blizu po stilski dovršenosti, po umetniški vrednosti. In za primerček bom prebral tule 5 kitic ene rigvedske himne, ki je posvečena boginji Ušas, boginji zore in tudi zarje, tako jutranje kot večerne. Poglejte to, recimo pravi. To je zdaj v prevodu Vlaste Bahajner-Klander, ki je to prvo poglavje pripravila. Poglej, kako so zarje prapor svoj razvile na vzhodnem nebu, sončno se lučijo natrle in kažejo se, kot junaki kažejo orožje. Spet k nam gredo te materinske rdeče krave. Zbežale gor luči so rdečkaste svobodno in vanje so se rdeče krave vpreči dale. Kot nekdaj zarje razgrnile so svetlobo, bleščavo so žarečo rdeče razprostrle.
prepevajo kot pridne ženske si pri delu, prihajajo od daleč, ne da bi pregle in dan na dan krepčila nosijo človekov, ki dober je, daruje rad in somo toči. Na kitci Zarja je nadela kot plesavka in pokazala prsi, kakor krava vime, in je svetlobo naredila po vsem svetu, temo pregnala je kot krave iz ograde. Zdaj vidna spet svetloba njena je sijajna, ko širi se, preganja stran nakazo črno. Nebesna hčerka si je pisan svit nadela, kakor stebr ves okrašen je pri daritvah. Ko bova kasneje brala primere klasične lirike, zrelega klasičnega obdobja, boste videli, da je pravzaprav ista motivika tukaj noter, isti način izraza. Seveda ni pa to vse, kar Rigvedska himnika vsebuje. Tista druga posebna vrednost, ki jo imajo te himne, je, da je mnogo himen pravzaprav že filozofsko naravnanih. Bi pa Nina ti kaj o tem povedala? Tako, recimo ena od takih himen je himna Odkot je človek, oziroma če mogoče omenim še eno od najslavnejših rigvedskih himen o bivajočem in nebivajočem. Skratka, kot je sedaj Luka predstavil, lahko že na osnovi te himne, torej poleg njenih obrednih verskih razsežnosti, pravzaprav prepoznamo človekovo zanimanje za dogajanje v naravi. Hkrati pa lahko v nekaterih himnah, ki jih imenujemo tudi kozmogonične, se nekako ukvarjajo oziroma raziskujejo oziroma se želijo dokopati do spoznanja, in sicer do spoznanja, kaj je izvor univerzuma, torej kaj je pravzaprav podstat vse te mnogovrstnosti, kar je nekako ljudi hkrati tudi navdajalo s čudenjem. Odkot je to stvarstvo, kdo ga je ustvaril. To so recimo eno od temeljnih vprašanj, ki se pojavijo v omenjeni himni o bivajočem in nebivajočem. Hkrati pa ta vprašanja pravzaprav odslikavajo nek dvom, ki je tudi izraz omejenih človekovih spoznavnih sposobnosti. Hkrati na drugi strani pa čudenje. To je tisto, kar prežema nekaterih himne, namreč čudenje nad umetelnostjo vsega ustvarjenega. Medtem ko v nekaterih himnah, ki govorijo o izvoru stvarstva oziroma se sprašujejo o izvoru stvarstva, pa je pravzaprav zanimanje usmerjeno bolj na celotno stvarstvo, torej na različne segmente pojavnega sveta, medtem ko pa se v adharvavetski pesmi Odkot je človek zanimanje pomakne k človeku. Torej pojavi se neka fascinacija nad človekovo izjemno dovršeno, ampak zelo zagonetno psihofizično strukturo. Tako da pravzaprav je tudi ta pesem grajena kot niz vprašanj, ki so pravzaprav izraz osuplosti tega, kar pravzaprav je človek oziroma njegova bit. In potem v nadaljevanju pesmi pa so podane neke ideje, ki pravzaprav posredujejo odgovore na ta vprašanja, hkrati pa sporočajo oziroma odgovarjajo tudi na eno vprašanje, ki je bilo posredno ali neposredno izpostavljeno že v drugih pesmih, namreč kaj je izvor. Kaj je temelj, kaj je pravzaprav nekaj, iz česar vse izhaja. In tudi na ta odgovor nam posreduje ta pesem. In sicer to je Brahman, kot neka neminljiva podstat vsega bivajočega, ki pa je enak človekovemu nesmrtnemu bistvu, ki je Atman. In to je že takšna neposredna osnova za filozofsko misel Upanišad, ki so se pa ukvarjale predvsem s tem vprašanjem, torej narave Brahmana, Atmana, torej Brahmana kot nekega neminljivega temelja, ki pa je hkrati zibelj postajanja, zibelj vsega bivajočega. Tako pa si poglejmo en drobec tega čudanja iz pesmi Odkot je človek. Kdo človeku pete je prinesel, kdo sestavil mu meso in gležnje, prste lepe, srednje dve krivini, odprtine dal in oporišče. Le zakaj človeku spodaj gležnje, zgoraj so kolena naredili, vstavili mu ločene goleni, sklep kolenski. Kdo bi to razumel? Odkot dobiva človek vse, kar ni mu všeč in kar mu je, tesnobo in utrujenost, spanje, užitke in slasti. In kdo človeku moč je dal, da je naselil zemljo to, da se polastil je gora in da je segel do neba. Trdnjavi, nezmagljivi tej, ki slavo je ovenčana, sijajna, svetla, zlata vsa, si Brahman je svoj dom izbral. Tako, to je ta izjemno pomembna misel,
o kateri pa potem izjemno podrobno razpravljajo Upanišade. In Upanišade so dejansko na koncu vedskega obdobja, torej to je zadnji žanr besedil, ki še spada strogo v vedsko obdobje pred epsko, čeprav je seveda nastajal že istočasno kot ko je Mahabharata verjetno že začela nastajati, seveda v čisto drugih krogih. Zdaj, vmes med vedsko himniko, torej Rigvedsko in Atharva vedsko, iz katere je zdaj bila ta himna, pa stojijo brahmane. Brahmane so pa posebna zbirka besedil, ki pravzaprav obredje osmišlja, torej poskuša najti, oziroma cilj te književnosti je, da najde smisel za obredjem samim in vsako gesto, iz katerega je to obredje sestavljeno. Torej, pravzaprav so to teološke razprave, tako rekoč. Ampak, kaj brahmane tudi skrivajo? Seveda, avtorji brahman so brahmani, svečeniki brahmani, torej svečeniška kasta, kasneje izobraženska kasta iz tega nastane. In pravzaprav so upletli sem noter tudi zgodbice. Razne zgodbice o stvarjenju sveta in potem vsem, kar je v svetu, to se pravi, s katerimi bi pravzaprav osmišljali stvari, ki so okrog njih. In seveda, to je mitologija. Noter so legende, mitološke zgodbe, pripovedi. Tukaj imamo pravzaprav začetek pripovedne književnosti, ampak morate vedeti, da pripovedna književnost klasičnega obdobja ne korenini v tej književnosti, ne korenini v teh vrstah zgodbic, legend. V tem korenini ta oba epa, tako Ramajana kot predvsem Mahabharata in pa seveda Purane. Velikanska besedila enormnih razsežnosti, o kateri bova pa potem proti koncu bo Nina nekaj povedala, tudi kakšen odlomek prebrala, tako da o Puranah še nekaj kasneje. Zdaj, take zgodbice, kot so iz Brahman, bi recimo lahko ilustrirali s tole zgodbico o povodni. Seveda ta mit o povodni je zagotovo prišel iz semitskega sveta v Indijo. Tam seveda ne nastopa Noe, ampak Manu, ki je prvi človek, se pravi sin Vivasvanta, brat Jame, ki pa je pravzaprav res postal prvi človek s tem, da je ne samo sprejel nesmrtnost nase, ampak tudi pravzaprav prvi daroval bogovom in s tem res postal prvi človek. No in Manu sreča ribo in takole pravi, ta zgodbica iz Šatapata Brahmane, ki je ena izmed najpomembnejših brahman. Manuju so zjutraj prinesli vodo, kakor še dan danes prinašajo vodo za umivanje rok. Medtem ko se je umival, je z rokami zajel drobno ribico. Ta mu je s človeškim glasom dejala: "Skrbi zame, vzredi me in te bom rešila." "Pred čim me boš rešila?" "Ja, prišla bo velika povodenj, ki bo s seboj odnesla ves živelj, a tebe bom rešila pred pogubo." "Kako naj torej skrbim zate?" je vprašal Manu. "Poglej, dokler smo majhne, nam preti velika nevarnost, saj ribe jedo druga drugo. Najprej me daj torej v lonec. Ko ga bom prerasla, izkopli jarek in me redi v njem. Ko bom prerasla tudi jarek, pa me odnesi dol do morja. Takrat ne bom več v nevarnosti." Zares jo je torej najprej imel v loncu. Ko ga je prerasla, je izkopal jarek in jo preselil van. Polagoma je iz male ribe zrasel enorožec, Džaša. Ti namreč od vseh rib najbolj zrasejo. Ko je torej prerasla tudi jarek, jo je odnesel dol do morja. V napovedanem letu pa je imela priti velika povodenj. Riba mu je dejala: "Pripravi si ladjo in čakaj name. Ko se dvigne povodenj, vstopi vanjo in prepeljala te bom skozi nevarnost." Zares je v letu, ki ga je riba naznanila, pripravil ladjo in čakal. Ko se je dvignila povodenj, se je vkrcal, riba pa je iz globin priplavala do ladje. Manu je ladino vrv ovil okrog njenega roga, riba pa ga je prepeljala do Himavanta. In dejala: "Vidiš, rešen si, priveži zdaj svojo ladjo za drevo. Nikar pa naj te voda, dokler si na gori, ne odnese od roba. Šele ko se bo voda začela spuščati, se lahko polagoma začneš plaziti dol po bregu." In sčasoma se je Manu res lahko polagoma začel spuščati navzdol po bregu. Veste, veliko ponavljanja, zelo lapidaren slog, to je značilno za to zgodnjo pripovedno, za zgodnji pripovedni stil.
Pravi pa, pogledajte tukaj, etimologija, še danes se zato pobočje Himavanta imenuje Manujev splaz, ker se je Manu tam dol plazil. Ne? Povodenj pa je menda zares seboj odnesla vse, kar je bilo živega. In Manu je na svetu ostal popolnoma sam. Ja. Zdaj, seveda, to nas pripelje zdaj do izteka vedskega obdobja, torej do upanišadske književnosti, o kateri bom pa prosil, če boš kaj ti povedala, Nina. Tako, mogoče se najprej ustavimo kar pri samem poimenovanju Upanišad. Upanišad pomeni sedenje pri učiteljevih nogah, na osnovi česar, oziroma to nas nekako že napeljuje na idejo, da je bil ta nauk razkrit oziroma dostopen samo tistim, ki so bili najbolj predani, ki so bili tudi pripravljeni se odpovedati vsemu materialnemu, skratka vsem sladkobam, radosti posvetnega, stopiti na pot askeze in se posvečati študiju pod nadzorom oziroma pod vodstvom svojega učitelja. Torej, kot sva z Luko že nakazala, oziroma sem nakazala že v samem uvodu, so Upanišade pravzaprav ene od najpomembnejših filozofskih besedil, ker pravzaprav predstavljajo eno tako temeljno osnovo za nadaljnji razvoj filozofskih šol in pozneje, ko so sistematizirali svoj nauk, in sicer zavoljo dokončno izdelanih naukov in idej. Recimo, če omenim že omenjeni nauk o nesmrtni substanciji, Atmanu, Brahmanu, potem nauk o krogotoku ponovnih rojstev in smrti, o askezi in seveda o osvoboditvi mokši. Torej, Upanišade so nastajale nekje od 700 pred našim štetjem. V to obdobje uvrščamo nekatere dele Upanišade Brhataranjaka in Upanišade Čhandogja in vse do zadnjih stoletij pred našim štetjem oziroma začetka novega tisočletja, ko sta tudi nastali zadnji dve Upanišadi, in sicer Upanišada Prašna in Upanišada Mandukja. S tem se nekako konča to, oziroma takrat se oblikuje ta korpus 12 temeljnih oziroma velikih Upanišad, med katere pa spada tudi Upanišada Katha, ki je še posebej privlačna in zanimiva zaradi okvirne zgodbe. In sicer gre za dialog med mladeničem Načiketasom in med smrtjo. In sicer mladenič pride v bližino smrti, da bi jo povprašal oziroma od nje izvedel resnico o življenju, smrti in nesmrtnosti. Ampak smrt je pravzaprav ta njegova prošnja oziroma želja po tovrstnem znanju izjemno presenetila, oziroma niti ni bila prepričana, da je mladenič sploh pripravljen na tovrstno izjemno zahtevno in usodno spoznanje. Zato ga je nekako želela odvrniti od te njegove želje s ponujanjem raznih darov, ki vodijo v posvetne, čutne, omamne užitke, ampak Načiketas je bil vztrajen in potem se je smrt naposled tle oddala in mu je razodela resnico o Atmanu in Brahmanu, ideja, v katerih se je oblikovala že v adharvavedskih pesmi Odkot je človek in o katerih seveda razpravljajo vse Upanišade, in seveda do spoznanja katerega torej vodi odpoved posvetnemu in študij, izjemno predan študij, ki pa ga mora dopolniti tudi kontemplacija, kar je jasno na več mestih tudi izraženo v Upanišadi Katha. Torej ta izkustveni vidik spoznanja, poleg nekega teoretskega študija, ki pravzaprav šele zares tlakuje pot v nesmrtnost oziroma v osvoboditev. Tako Upanišada Katha je prav tako ograjena po dialoški strukturi in pogovor med učiteljem, v tem primeru med smrtjo, in na drugi strani med učencem Načiketasom posreduje ene izjemno pomembne ideje, ki so jih potem prevzele tudi razne filozofske šole, pa tudi druga besedila, med katerimi recimo še posebej izstopa Bhagavad Gita, filozofska pesnitev, ki je del obsežnega epa Mahabharate, ki jo bo Luka predstavil v neposrednem nadaljevanju, potem ko si malce pogledamo en delec dialoga med Načiketasom in smrtjo. Toda ti, Načiketas, si dobro premislil in odklonil si vse želje po prijetnem in užitkih. Nisi stopil na pot bogastva, na kateri se mnogi ljudje pogubijo. Moder človek opusti srečo in žalost, ko s kontemplacijo spozna tisti Atman, ki je starodaven.
božanski, skrivnosten, globok, ki ga je težko spoznati, ki biva na skrivnem mestu. Človek, ki je to slišal in celoti razumel, ki je spoznal to skrivnost Atmana in razume to, kar je resnično, se radosti, kajti dosegel je vir sreče. Mislim, da je Načiketas odprt za spoznanje Atmana. Ta modri Atman se ne rodi in ne umre, od nikoder ni prišel in ni nastal. Nerojen je, večen, neminljiv in starodaven. Ni ga mogoče ubiti, tudi če je telo ubito. Ko modr mož spoznata veličastni, brezmejni Atman, ki brez telesen biva v vseh telesih, ki je nespremenljiv v vseh nestalnih stvareh, ne bo nikoli več občutil žalosti. Hvala, Nina. Ja, in zdaj pravzaprav pridemo v epsko obdobje. Torej, oba velika nacionalna epa, Mahabharata in Ramayana, sta nastajala praktično vzporedno. Mahabharata, kot sem že omenil, je sicer ima globlje korenine, nastajala sta pa v drugih krogih. Torej, pravzaprav tvorci teh dveh epov so bili potujoči pesniki, dvorski pesniki, potujoči pesniki, bardi, zelo verjetno iz kšatrijske kaste, torej bojevniške, vojaške kaste, ne najvišje učenjaške, brahmanske, svečeniške kaste. In sta seveda tudi bližje ljudskemu jeziku. Torej, sanskrt, v katerem sta nastala ta dva epa, je malo preprostejša oblika sanskrta v smislu, da je bližja ljudskim indijskim jezikom, torej prakrtom. To se vidi tako v slovnični strukturi, kot tudi po načinu izraza. Ramayana, iz katere sicer ne bova brala odlomka, je stilsko že bolj dovršen tekst. Tudi indijska literarna kritika sama jo imenuje Adi kavya, torej začetna, prakavya, torej prva kavya. Kavya je pa indijski izraz za klasično književnost. Torej, Indijci sami so Ramayano, ta ep, pojmovali kot za začetek klasičnega pesništva, kar sicer ni upravičeno, ampak vendarle je res stilsko Ramayana bliže temu, kar potem v klasičnem obdobju recimo srečamo v obliki klasičnega ali dvorskega epa. Mahabharata pa je še veliko bolj surova, veliko bliže vedske književnosti kot klasični. Zdaj, Mahabharata je megalomanska, seveda, obsega 100.000 kitic, približno 100.000 kitic, to je veliko več kot tako Odiseja kot Iliada skupaj. Seveda zato, ker je rasla čez zelo dolgo obdobje. Nastajala je verjetno 700-800 let, dokler pravzaprav ni prišlo do te končne redakcije, ki sega v 4. stoletje našega štetja šele, kar je zelo pozno, glede na to, kdaj je začela nastajati. Sama zgodba je sicer zapletena, ampak njen lok ni tako zelo kompleksen, da bi terjal 100.000 kitic. Zakaj je Mahabharata tako zelo dolga? Razlog je v tem, da je pravzaprav prihajalo do stalnih interpolacij. Torej, v samo Mahabharato, ta glavna zgodba Mahabharate je služila kot okvirna pripoved in potem pravzaprav ob vsaki priliki, recimo, ko je nekdo nekoga potolažil, mu je povedal neko zgodbo. In ta zgodba, ki mu je povedal, je lahko strašansko dolga. In ena najbolj znanih takih vloženih zgodb, ki pravzaprav so celota sama zase, ampak so jih zelo bistro, zelo pametno vključili v Mahabharatu in tako so preživele, drugače bi se zelo verjetno izgubile. Ena izmed najbolj takih znanih zgodb je pripoved o Nalu in njegovi ženi Damayanti. Namreč Nal v strasti zakocka svoje kraljestvo, ker ga je obsedel demon Kali. In z Damayanti pobegneta pravzaprav v gost, izgnana v gost, tam pa se Nalu do konca pravzaprav zmeša in Damayanti zapusti, da ji ne bi še bolj škodil in jo zapusti samo sredi gozda. In sem zdaj prebral odlomek, kako pravzaprav Nal, ki ga ta demon obseda, sam sabo razpreda, ali naj zapusti Damayanti, medtem ko spi tam v tisti koči sredi gozda, ali ne. Namreč imata eno samo obleko, samo Damayanti je oblečena, njemu so ptice ukradle njegovo, tisto, kar mu je še ostalo, kar ni zakockal, in potem pravzaprav na koncu z mečem odreže še polovico Damayanti in obleke in s tistim pravzaprav zbeži v noč. In takole pravi, takole zdaj Nal razpreda. Ni bolje, da umrem na licu mesta, kot da zapustim jo.
Sledila mi povsod bi, a tako jo spravil bom nesrečo, ločena od mene s časoma odšla bi k svojim dragim. Najboljša med vsemi padla v bedo bo zaradi mene, brez mene pa v nevarnosti bila bi, a nekje bi našla srečo. Ko večkrat je tako razmislil, vedno znova je preudaril, sprevidel je, da je najbolje, ko zapustil bi princeso. Kako razparal bi obleko, da draga se ne bi zbudila, sam pri sebi je govoril in sprehodil se po koči. Ko Barada je nala krožil sem in tja po hiši, našel je v kotu meč s sijajem, tam brez nožnice je stal, odrezal si junak je kos obleke in nadel ga. Nato pa blazen ves pobegnil je, za sabo pustil ženko s pečo. A dalo mu navezano srce ni, da ne bi se vrnil k koči, tam opazoval je Damajanti in bridko zajokal. Preljuba moja, ki poprej ne sonce in ne veter je obiskala nista, leži brez dragega na tleh prstenih sredi koče, dehteča ljubko je povita v pol odrezane obleke, kot bila bi nezavestna lepotica. Kaj leboko prebudi se? Kako, ko sama bo brez mene hčerka Bhimova prelepa, po gozdu tavala pretečem, kjer prepolno je zveri? Sonce, Vasave in Rudre Ašvina, bogovi vetra, naj čuvajo te blažena princesa, ki te varuje dharma. Tako dejal, ko zrl je na ljubo, po lepoti brez primere nala, a odšel je zopet proč, saj Kali ga oropal je razuma. Šel je spet in spet, a vsakokrat se kralj je vrnil k koči, ljubezen ga je nesla tja, a proč ga Kali je povlekel, da bridkost mu tedaj srce razklala je na dvoje. Prihajal je nazaj in spet odhajal, kot gugavnica zaniha. Spet Kali ga odvlekel je, da zbežal je naposled nor in blazen. Zapustil je za sabo spečo ženo in strašansko tugoval. V duhu, ki vnečastil ga je Kali uničen, mislil nanjo spet in spet, odšel je užaloščen, v gozdu pustem, pa za sabo pustil ženo. Ja. Tako, sedaj pa prehajamo k palijski književnosti in veliki avtoriteti budizma Siddharti Gautami, ki, kot sem že prej omenila pri tem izjemno kratkem filozofskem orisu, namreč, da so recimo filozofske ideje Upanišad vplivale tudi na razvoj nekaterih filozofskih šol in religijskih smeri, tudi na tiste, ki so se recimo pač odvrnile od nekaterih njenih temeljnih predpostavk, tako da recimo budizem je ohranil idejo o krogotoku ponovnih rojstev in smrti in idejo o karmi, zavrnil pa je idejo o neminljivi substanci, o Atmanu in Brahmanu na osnovi svojega neposrednega spoznanja. Skratka, in vsa ta njegova izkustva so pravzaprav potem postale nekakšna osnova za budizme v vse časih in prostorih, skratka za budistične veje v nadaljnjem razvoju, ampak pravzaprav začetek oziroma temelj tega izjemno kompleksnega razvoja budizma pa je tako imenovana palijska književnost, ki nekako zajema ta celoten korpus budističnih besedil, ki predstavljajo besede Bude, torej začetnika budizma, oziroma Siddharte Gautame Šakjamunija, ki je seveda po izročilu, potem ko je dosegel razsvetljenje, prebujenje oziroma premostil vse nevšečnosti, trpljenje, dukho in dosegel osvoboditev nibano, zavoljo tega je v tradiciji bolj znan preprosto kot Budha, prebujeni. Tako nekje okoli 1. stoletja pred našim štetjem so bile te Budove besede tudi zapisane na Šrilanki in tako poenotene v jezikovno obliko, ki se imenuje Pali. Odtod tudi poimenovanje palijska književnost, ki je pravzaprav izraz za celoten korpus teh besedil zgodnjega indijskega oziroma theravatskega budizma. Preden je bil Budov nauk zapisan, se je prenašal ustno in sicer v različnih jezikih in v narečjih, ki so bili sorodni jeziku Magadhi, ki je jezik pokrajine Magadha na severovzhodu Indije in ga je tudi govoril Buda. Torej, Siddharta Gautama je svoj nauk posredoval ustno, po dosegi prebujenja ga je posredoval svojim učencem, medtem ko so ga njegovi učenci po njegovi smrti razširjali po vsej Indiji. Eno od najbolj znanih del palijske književnosti je Dhammapada,
oziroma v prevodu lahko bi prevedli besede modrosti. In sicer Dhammapada se stoji iz 423 izrekov, ki so zbrani v 26 poglavij. Zakaj je to delo tako pomembno? Ker je pravzaprav izjemno dostopno in je hkrati tudi nekakšna zbirka teh temeljnih Budovih idej in naukov, med katerimi recimo velja omeniti 4 plemenite resnice, potem plemenito 8 členov pot, nauk o nibani, nauk o navezanosti, o željah, o askezi. Skratka, nekaj, kar tvori srž budizma in kar so potem prevzele tudi druge budistične šole v nadaljnjem razvoju. Buda pa, kot rečeno, je svoj nauk oblikoval na osnovi svojih življenjskih izkušenj. Torej, rojen je bil v izobilju, ampak je kaj kmalu prepoznal, da pač so to blagostanje, vse te materialne dobrine, ki mu jih je priskrbel oče, nimajo nobenega pomena. Hkrati je oče s tem ustvarjal neko iluzijo večnosti in nesmrtnosti, ampak Siddharta je spoznal, da pravzaprav nič v svetu ni stalno, vse je minljivo, zato je tudi zavrnil upanišadsko idejo o Atmanu in Brahmanu in se je odločil, da bo poiskal svojo pot, ki vodi v premostitev trpljenja in navezanosti. Skratka, največji problem za zgodnji budizem, torej tisto, kar povzroča trpljenje, pa je želja. Želja je bila v zgodnjem budizmu opredeljena kot korenina vsega trpljenja, v Dhammapadi je tudi označena kot trn. Kot trn, ki si ga pravzaprav v svojo eksistenco vselej nekako zapikujemo sami in si povzročamo te krvaveče rane. In na osnovi, oziroma ko je Buda iskal svojo pot iz premostitve teh navezanosti, je poudarjal izjemno pomembnost meditacijske prakse obvladovanja misli. Torej, to je nekaj, s čimer lahko presežemo navezanost na tisto, kar je minljivo. Sedaj pa si preberimo en drobec iz Dhammapade, ki izpostavlja te temeljne ideje zgodnjega budizma, ki sem jih omenila že prej. 20. poglavje pot. Najboljša pot je 8 člena, najboljši izrek je 4 člena. Najboljše stanje je breželjnost. Kdor vidi to, je najboljši med ljudmi. To je edina pot, nobena druga ne vodi k čistemu spoznanju. Pojdite po tej poti od nevednosti k svobodi. Ko sem si vzvlekel trne, sem začel kazati pot. Kdor po njej gre, kdor ji sledi, se hitro dukhe osvobodi. Vsak naj gre sam na pot, saj Bude so le učitelji. Kdor zbrano ji sledi, se mare osvobodi. Kdor zares spozna, da je vse minljivo, se dukhe osvobodi. To je pot očiščenja. Dokler ne uničiš vseh želja in navezanosti na ljudi, tako dolgo nesvoboden boš, kot je teliček odvisen od krave. Posekaj vso navezanost, kot jesenski lotos. Napoti se na pot miru, ki pelje v nibano. Tako Budovo življenje, oziroma celotna ta njegova življenjska zgodba od življenja v izobilju do dosege nibane, je pravzaprav predstavljala neko motivacijo za vse nadaljne generacije iskalcev resnice oziroma tistih, ki so želeli preseči razne dukhe svoje eksistence. Hkrati pa je Budovo življenje postalo tudi neizčrpen vir navdiha za številna literarna dela, ki so nastajala še dolga desetletja po smrti prebujenega. Tako da ena od teh literarnih mojstrovin je brez dvoma Buddhačarita, Budovo življenje pesnika Ašvaghoše iz 1. ali 2. stoletja našega štetja. In sicer je še posebej, morda tudi v tem kontekstu, izjemno zanimiva oziroma tudi zelo slikovita podoba strasti, želja, o katerih izčrpno razpravlja tudi Dhammapada. In sicer v Buddhačariti se pojavijo strasti in želje, ki seveda pač človeka pehajo v nenehno trpljenje in ga pravzaprav ugonabljajo, nastopi v podobi demona Mare, ki se pojavlja že v palijskih besedilih. In sicer znana je ta zgodba, ki jo v sanskrtski pesnitvi, torej sem pozabila dodati, to je že sanskrtska pesnitev, torej to ni več del palijske književnosti.
Skratka, v tej Ašvaghoša predstavi Maro kot tistega, ki napada nič hudega slutečega Budo, ki sedi v meditaciji miren pod enim drevesom, ki je pozneje postalo znano kot drevo prebujenja, saj tam Siddharta doživel nibano. Skratka, kot je znano že iz nekaterih zapisov v palijski literaturi, in kot pravi tudi Ašvaghoša, je Mara napadel Budo z vsemi možnimi sredstvi na vse možne načine, ampak Siddharta se tem napadom ni uklonil, saj nekako s to neizmerno močjo svojega duha, s to vztrajnostjo in potrpežljivostjo premagal samega Maro, ki jo je potem pobral šila in kopita in jo popihal s svojo vojsko v red. Siddharta je še nekaj časa sedel pod drevesom, dokler ni dosegel dokončne osvoboditve nibane. Pa si poglejmo zdaj te slikovite opise iz Buddhačarite, torej to podobo teh strasti in želja, ki vklenjajo človeka. Ko Maro in njegovo vojsko zlobno so zbrano videli duhovi dobri, ki so želeli, da bi svet bil rešen, je njihov krik napolnil vse ozračje. A sveti Modrijan je gledal mirno, kako se zbira vojska okrog njega. Popolnoma neprizadet ostal je, kot lev, ki bližali bi se mu voli. Tedaj vojakom je ukazal Mara, da strah naženejo v kosti svetnikov. In že so se navdušeno zagnali po svoji moči, vsak ga je napadel. Okrog so stali in so ga strašili, kar več jezikov, eni so imeli ostre zobe, koničasta ušesa, odprte gobce in oči žareče. Svetnik pa svojega miru ni izgubil, nič ni ustrašil v grozečih se pošasti in napadalce je tako odganjal, kot da so le otroci nagajivi. On vztraja na edini pravi poti, ko blodi svet po raznih krivih potih in ga ne smeš motiti, kot vodnik je, ki zablodelo karavano vodi. Iz korenine trdnosti in potrpljenja drevoto razsvetljenja zdaj naj raste, ki dobra dela so njegovi cveti in red njegov je sad, modrost pa veje. In napadalci so se razbežali, brez zmage, brez uspeha, brez oprave, kot klavrno se razprše vojaki, ki jim sovražnik taborišče uniči. Ko Mara svojimi sečetami je umaknil in brez nemirjenja svetnik slavil je zmago, se kot smehljaj prikazal mesec je na nebu, na zemljo padel dež je iz cvetlic dišečih. No in s tem, kot smo videli, pravzaprav Ašvaghoša že začenja klasično obdobje klasične staroindijske književnosti, ker tale stil, ki smo ga pravkar slišali, je tipičen za klasično epiko in klasično liriko. Torej, Ašvaghoša sicer ustvarja v duhu budistične književnosti, ampak piše v sanskrtu, ker je seveda nenavadno za to književnost, ta književnost je nastala v Prakrtu, Paliju, kot je Nina omenila. In s tem Ašvaghošo tudi štejemo pravzaprav za začetnika klasične književnosti, torej Kavije, kajti je prvi pisec del, ki so se nam ohranila. Torej ne samo Buddhačarita, ampak tudi še en ep, klasični ep, Soundarananda, in pa tudi fragmenti drame. Torej, Ašvaghoša je bil tudi prvi dramatik, katerega dela so ohranjala, čeprav fragmentarno. In zdaj to dolgo klasično obdobje, v katerega zdaj prihajamo, pravzaprav vse žanre vsebuje. Prvenstveno liriko in pa dvorski ep. Dvorski ep, ki se seveda zgleduje po epiki obdobja, epskega obdobja, ne Mahabharata, Ramayana, ampak seveda v čisto drugi službi, v čisto drugi vlogi, z drugo stilistiko, ampak s podobno motiviko, ne, pravzaprav, ker črpa, pravzaprav klasična književnost črpa motivsko iz te mitologije, iz zgodb, ki jih srečamo predvsem v Mahabharati, Ramayani. Torej, poleg tega pa še dramatika. Dramatika živi od Ašvaghoše dalje do 12. stoletja. Dramatika je mogoče najplodovitejši žanr, poleg lirike. Torej, lirika pa dramatika nastajata skozi celo klasično obdobje. Epika pravzaprav ima svoj vrh v Kalidasi
In potem po Kalidasi recimo imamo še recimo Šišupala Vadho od Maghe, recimo zelo pomemben ep Kirata Arjunija, to sta dva zelo pomembna epa. Kasnejši epi so pravzaprav že grejo v to dekadentno obdobje, ker pravzaprav vsak pesnik skuša premagati prejšnjega pesnika v akrobatskosti stila, torej v igri z jezikom, tako da je praktično pravzaprav forma začne prevladovati nad vsebino. Pa še en žanr je tukaj uspeval kratko obdobje, recimo 300 let, 200, 300 let, in to je roman. Tudi roman bomo na kratko predstavila, zelo na kratko, ampak najprej seveda se bomo pa zadržali pri liriki. Torej, klasična sanskrtska lirika pravzaprav ni najstarejša indijska lirika, torej videli smo že v Rigvedi, vidimo pravzaprav točno to, kar bomo zdaj v klasičnem obdobju zopet srečali, ampak prva lirika tega klasičnega obdobja ni bila pisana v sanskrtu, ampak v Prakrtu, ki se mu reče Maharaštri. To je Prakrt pokrajine Maharaštra. In pravzaprav ta Prakrt je bil doživljen kot Prakrt par excellence za liriko, za lirsko poezijo. In pravzaprav te enokitične pesmi ali muktaka, kot jim rečemo, to pomeni pravzaprav osvobojene, ker so osvobojene konteksta, ker same zase tvorijo svoj kontekst, enokitične pesnitve, so zbrane bile v zbirko Satta Saji, to je zdaj v Maharaštriju, to, kar bi bilo sanskrtsko, torej 700, ker je teh enokitičnic 700 v tej zbirki. In takole, recimo, opazujejo pojave iz narave in takele vtise, recimo, daje, recimo, tale pesmica. Stvarnik zopet je razdrl luno, da vnovič bi poskusil, saj sprejšnjo ni uspel posneti tvojega obraza. Ni posrečno, vidite, to je pravzaprav sanskrtska in prakrtska lirika sta polna teh prispodob, ki te vsakič znova osupnejo. Torej, take iste enokitičnice so nastajale tudi v sanskrtu in tudi pravzaprav kompilatorji so še do 12. stoletja pravzaprav zbirke teh enokitičnic sestavljali, z raznih virov so te enokitičnice prihajale, tudi recimo z dramatike ven so vzemali in tako naprej, celo iz konteksta iztrgali, in so jih torej v take zbirke, ki jim rečemo koša, sestavljali, sklapljali. Najbolj znana taka je Subhašita, Ratna koša, torej zakladnica Subhašita. Torej, tem sanskrtskim enokitičnicam rečemo Subhašita, kar pa pomeni dobesedno dobrorek, dobro povedana pesem. Recimo, škrlatno sonce padlo je z neba, zdaj komaj da še toplih žarkov, počiva mirno na zahodni gori. Kot klopčič je življenja dneva, ki odhaja. Svet pogrezne se takoj v mrakobo, že ko nekaj krp temenan leže. Izgubil je sijaj kot stara slika, ki od dima je docela počrnela. Ali pa tale, mesec preoblekel se v rdečo je odevo, takoj ko sonce jo je sleklo pred zatonom. Predrzno segel z roko k lotosovi je cvetici, da objel bi jo, a ljubica, ki že se je naveličal, lokvanjevka prelestna, presnila je v privoščljivi smeh, ko ob mrzlem je dotiku cvetka obraz svoj odvrnila in spravila ga v takšen sram, da pobledelo mu je lice. Zdaj, radi so klasični sanskrtski pesniki tudi v zbirke takele enokitičnice povezovali, to se pravi, da so naredili tematsko zamajen sklop. Zelo radi so jih povezali 100 v sklop in ena najbolj znamenitih takih zbirk je Majurova Surja Šataka, torej Šataka pomeni torej stotica, torej 100 takih pesmic, posvečenih Surjet, kar je pa sonce. In bom tole 2 prebral. Pravi takole razmišlja o soncu, v 14. kitici recimo. Spet prepotovali so celo vesolje, žejni od lastne vročine in trudni, pregreti od gozdnih požarov poleti, sokovi nenehno se zemlje pojijo, a v času deževja bruhajo vodo, kot bolni bili bi od pijančevanja, po zimi zdaj le še nemočni obležijo žarki Martande. Naj zlo odpodijo, Martanda je sonce. Ali pa pravi v 49. kitici,
Vzleteli so sončevi konji, kot narav jim veli. Vsi zlati od lastne luči se podijo po nebu, teptajo oblake, ki so jim kot krivca v bokih, rdeči od kapljic krvi, ki prši jim iz ust, ker zlata se brzda v nebo jim zariva. Na vrhu Hemadri so kot papagaji, ki sedli na vejo drevesa so ujati. Naj mir prineso vam za vse večne čase. Hemadri ali Zlata gora je tam, kjer sonce vzhaja. Zdaj, Nina, bi ti predstavila dva pesnika, ki sta pravzaprav zelo podobno naredila, pesnika Amaruja, ki je pravzaprav zbral 100 takih pesmi v tematsko zamejen sklop, ki govori o ljubezni, o strasti, o erotiki. Tako imenovana Amarušatakam, torej Amarujeva stotica, Amarujeva stotka, in pa tukaj še pesnik Bardr Hari, ki je pa pravzaprav naredil 300 pesmi, torej 3x po 100, in vsaka od teh zbirk govori o eni posebnosti človeškega življenja, človeškega doživljanja tega sveta. Boš ti si izbrala kakšen odlomek? Tako. Mogoče najprej, ker je ravno Luka že tako lepo nakazal to metodo oziroma ta način povezovanja enokitičnic v tematske sklope, tako da je izjemno zanimiva. Imenitna je tudi zbirka Rtu Samhara, letni čas oziroma kratek opis letnih časov, ker je že Luka nakazal tudi ene take izjemno zanimive podobe, ki se tudi pojavijo v tej pesnitvi, ki se stoji iz 6 spevov in opisuje spremembe, in sicer spremembe, ki jih sabo prinašajo letni časi, začne pa se s poletjem. In kar je še posebej zanimivo, oziroma res zelo izjemno pri tej pesnitvi, so te podrobnosti, s katerimi pesnik opisuje recimo neko mukotrpno stanje živali in rastlin, ki ga povzroča ta poletna suša in vroče sonce. Seveda pa se v to naravno živalsko človeško dogajanje vključuje tudi človek, ker gre tudi za opise človekovih občutij, ki jih nekako povzroča to žgoče sonce, kar nekako nakazuje oziroma izpostavlja ta vpliv različnih naravnih sil na človekovo življenje, hkrati pa zopet to vključenost človeka v celotno naravno dogajanje. Zelo težko sem se odločila, kaj bi prebrala, ker so te podobe res tako izjemne, oziroma te podrobnosti, s katerimi nekako pesnitev pričara občutje te poletne vročine. Tega še nisem omenila, to pesnitev so sicer pripisovali Kalidasi, ampak si strokovnjaki glede tega niso povsem edini. Torej, od vročega so sonca izmučeni merjasci in rijejo za sočno travo po tolmunih, kot da prevrtali bi radi zemljo, pa spravijo na dan le posušeno blato. Žaba, ki jo izmučilo je vroče sonce, iz blatnega je ribnika prilezla in tik pred nos se žejni kači usedla, kakor pod sončnik v senco njene glave. O, draga, daj uživaj to poletje, ko vse diši po rožah, ko je lotos cvetil, ko ti prijetno de, če se obliješ z vodo in te poživlja mesečina v noči. Poslušaj z deklicami na terasi glasbo. Tako, Luka je že prej omenil pesnika Amaruja iz 7. stoletja našega štetja, in sicer ta se je v svojih mojstrovinah posvečal eni temi, in to je ljubezen. Ampak v pesmih ne zasledimo neke povezane, neke kontinuirane zgodbe, ene ljubezenske zgodbe, celega razvoja ljubezni dveh oseb, ampak pravzaprav gre za neke drobce, gre pravzaprav za neke utrinke iz ljubezenskih življenj večjih oseb, na katere pa seveda dramatično vplivajo razne nepredvidljive okoliščine in potem nek dinamičen splet najrazličnejših, izjemno močnih čustev, ki pa jih Amaru pravzaprav samo posredno nakazuje. To je nekako, ta pristop je nekako v skladu z zakonitostmi indijske estetike. Namreč, da ne gre za neposredno izkazovanje čustev, ker neka posrednost, torej nek posredni nakaz pravzaprav v bralcih vzbudi večji estetski užitek. Torej, hrepenenje. Popotnik ve, da je njegova draga daleč,
da 1000 rek, gozdov in hribov zdaj jo loči, da mu je videti nikakor ni mogoče. Vendar vzdiguje glavo, se na prste vzpenja, oči pa solzne kar naprej si briše in jih upira tja, ki jo slutijo v daljavi. To je res čudovito. Tako, da je res tako. Prava mojstrovina je torej iz drobca ljubezenskega življenja dveh neznanih oseb. Lirika je izjemno bogato področje, tako da z Luko bi lahko samo o tem, oziroma v vsakem poglavju govorila izjemno dolgo časa, ampak sedaj sem se odločila samo še za eno zbirko z naslovom Razbiti vrč, ki je tudi predstavljena v izboru učbenika. Avtor prav tako ni znan, ampak je ta zbirka posebna zato, ker spada v tako imenovano glasniško poezijo Dutakavjo, in sicer v obliko pesništva, v kateri je udeležen glasnik. Če te lahko prekinem, ne? Kalidasa je ustvaril prvo Dutakavjo, in sicer Meghaduto, in tukaj vam se vidi, ne, kako je Kalidasa bil vpliven lik. Praktično njegova ideja in ta pesnitev, ker je pravzaprav daljša lirska pesnitev, je tako bila pravzaprav tako dobra, tako vplivna, da je cel nov žanr lirske poezije nastal, ne? In so pravzaprav poskušali posnemati in presegati Kalidaso. Pravzaprav zadnja, ker seveda sanskrtska književnost nastaja tudi potem, ko ne govorimo več o staroindijski književnosti, torej v 16. stoletju, še danes celo, ne? Še v 16. stoletju imamo eno Dutakavjo, ne, recimo. Ja, tale je pa res neka anonimna, ampak ženska spregovori, ne, tukaj za spremembo. Tako spregovori ženska, ne, torej izjemno prestrašena, razočarana, in sicer svojo tožbo, ne, svojo precej dramatično tožbo po oblakih pošilja svojemu možu v tuje dežele. Sicer vsa prestrašena zaradi bujnega deževja, ki je nastopilo, in hkrati strašansko osamljena in razočarana, ker je v tem strašljivem času ostala sama, ne, ko bi pravzaprav najbolj potrebovala bližino in toplo zavetje svojega ljubega. In pravi takole: Kaj nimaš srca, sočutja do preljube, ki kodri padajo ji na obledelo lice, vrženo v vode bridkosti oceana, spomin na tvojo čedno vrlost le tolaži. Ko gozdni gaji so prepolni oleandrovk, obrazi onih pa, ki sami so, otožni, ko voda zliva v viharnih se potokih, kako da ne doumeješ ranjenosti moje. Ko slišal je besede užaloščene žene, krike, ki oblaki so mu jih prenesli v bridkem gromu, se v srcu ob podobi njenemu sočutje je rodilo. In krenil je domov, čeprav postoril ni ničesar. Tako da tožba je bila učinkovita. No, in zdaj pravzaprav ob dramatiki se ne bomo zaustavili, to pa zato, ker pravzaprav naše sanskrtsko gledališče vsako leto, če le zdravje da, ne, in razmere pravzaprav izvede v originalu neko sanskrtsko dramo, in seveda boste vabljeni tudi v prihodnosti, ko gledate, takrat jo lahko najbolj od blizu vidite, torej tudi po načelih indijske tradicije dramske izvedeno. Zato bova pa zdaj prešla na pripovedno književnost. In sicer, kot sem že omenil, najbolj slavna iz 3. stoletja našega štetja Pančatantra, ki uči življenjsko modrost. V 5 knjigah je, to je zbirka basni, ne samo basni, tudi različnih drugih pripovedk, ampak večinoma nastopajo živali. In pravzaprav namenjena je bila temu, da se priuči tisto golo modrost, to se pravi, kako prepoznati, kdo ti je prijatelj, kako prepoznati, kdo ti je sovražnik in kako biti pravzaprav pameten, kako pametno reagirati, kako pravzaprav skovati načrt, da bo tebi pravzaprav na koncu dobro. Tako malo makjavelistično. Ne. Zdaj, tule bi mogoče eno tako zgodbico prebral iz 5. knjige, o enem nesrečnem brahmanu. Namreč njegova žena mu je takole dejala: šele ko vidiš, kaj je storiti, se loti zadeve. Kakor tudi ne moreš napraviti slike brez podlage. No, to mu je zabičala, pa je že vedel zakaj.
In pravi, ko je nastopil čas poroda, namreč žena mu je potem porodila sinčka, je bil ta sin rojen pod srečno zvezdo. In ko je preteklo 10 dni, so zanj opravili obred, nato pa ga je Brahmanova žena pustila v skrbi njegovega očeta in odšla k bližnjemu potoku, da bi si oprala umazano perilo. Brahman pa je sam pazil na otroka, saj je bil preveč ubog, da bi si lahko privoščil služabnike. No, ravno takrat pa se je menjala luna in kraljica je iz palače odposlala služabnico kot svojo glasnico, da bi ga poklicali na dvor v službi čitatelja obrednih besedil. Ko je Brahman to slišal, si je prizadet zaradi revščine, ki jo trpel že od rojstva, takole rekel sam pri sebi. Če ne grem takole zdajle, bodo našli koga drugega, da jim bo kdo opravil obred. A prav nikogar ni, ki bi mi varoval sinka. Kaj nekim je torej storiti? Ko se je torej odločil, da vendarle gre, je na svoje mesto postavil Munga, ki mu je bil kot sin, in ga je v lopi namenjeni daritvam ognju hranil z zrnjem žita in drugimi podobnimi stvarmi. Torej Brahman odide, kmalu zatem je Mungo opazil črno kobro, ki je prišla iz luknje v hiši in se bližala dečku. In ko je to videl, so mu oči pordele od jeze, tace, zobje in gobec pa so se mu začeli močno tresti. Skočil je nanjo in jo pokončal. Raztrgal jo na kosce in si tace in gobec pošteno zamazal s krvjo. Ko pa je videl, da se Brahman vrača, je poln zadovoljstva pritekel iz hiše, da bi mu pokazal, kaj je dobrega naredil. Ko je Brahman, ki vsekakor ni bil premišljen in preudaren človek, torej ni bil premišljen in preudaren človek, videl rdečo barvo okrog Mungovega gobca, si je rekel, kako požrl si mi sinka, in ubil ga je svojo palico. Ko pa ga je pokončal, je vstopil v hišo in zagledal spečega sina, popolnoma celega, živega in zdravega, ob njem pa kobro s cefrano na kosce. Gorje meni in moji nespametnosti, kaj sem groznega storil, je skliknil in se potolkel po srcu. Ko se je vrnila njegova žena in videla jokajočega moža ter ubitega Munga in na 100 kosov raztrgano kačo, je bilo jasno, kaj se je zgodilo, in mu je rekla: Kaj je zdaj to? Kaj se je zgodilo, ti neumni človek? Ko je Brahman povedal celotno zgodbo, se je njegova žena, ki pa je bila v nasprotju z njim preudarnica, izredno razžalostila in stopila je k Brahmanu rekoč: Če slabo je videl, slabo dojel, slabo slišal, slabo preudaril, človek naj nikar ne ukrepa, kot to brivec je naredil. Pa potem Brahman vpraša, kako je bilo pa to? In žena pove novo zgodbo. In tako imamo eno zgodbo vloženo v drugo zgodbo in tako je zgrajena Pančatantra in na tak način je zgrajeno pravzaprav večina pripovedne književnosti. Ta druga čudovita, o kateri sva pravzaprav že v začetku spregovorila, je Šuka Saptati ali 70 papagajevih povesti, ki ima prav tako okvirno povest, v katero so vložene posamezne zgodbe. In tukaj Nina bi ti mogoče predstavila en odlomek. Tako, ne? Šuka Saptati pa pravzaprav v zgodbah predstavlja bistroumnost različnih deklet, ki so nekako pravzaprav za voljo te svoje spretnosti in iznajdljivosti se uspele izvleči iz enih zelo neprijetnih situacij, v katere pa so se večinoma spravile same, prek zaradi svoje lahkoživosti in lahkomiselnosti. Tako, in prebrala vam bom pripoved, kako papagaj Prabhavati svetuje oziroma ji pove eno zgodbo o nekem dekletu, kako se je nekako izvila iz te neljube situacije, ko je imela med rjuhami svojega ljubimca. Nato je Prabhavati zopet vprašala papagaja in ta je rekel: Če znaš tudi sama pokazati tako bistroumno ravnanje, ki bi te rešilo iz godlje kot Surata Sundari od ljubezni lepa, potem se seveda smeš vdati svoji želji. Prabhavati ga je prosila, naj pove zgodbo, ki jo ima v mislih, in takole je pripovedoval. V mestu Šankapura je živel vedeževalec Mahadhana. Njegova žena je bila Surata Sundari, ki je bila obsedena z neprestanim ljubljenjem, a z drugimi moškimi. Kadarkoli je njen soprog karkoli rekel, ga ni trpela. Če je začel kaj pripovedovati, ga je vsakokrat odrezala od besede. Tako se je začel bati in je raje ostajal kar tiho. Nekega dne je k hiši spet pripeljala ljubimca. Ko so po večernem obredu vsi odšli spat in so se pogasile luči, se je prepričala, da spi tudi njen soprog, nato pa se posvetila svojemu ljubčku. Zapustil jo je ves razum in zaprtih oči se je glasno predajala skrivnim divjim posteljnim užitkom. A tudi Mahadhana je zaslišal čudne zvoke, ki so nastali pri ljubljenju, in iztegnil je roko, da bi ugotovil, zakaj gre.
Ko je pri tem zagrabil za spolni ud ženinega ljubimca, je rekel: "Ujel sem tatu, hitro, pojdi, prinesi mi svetilko." Odvrnila mu je: "Če grem po svetilko, moram ven in me bo strah. Ti pojdi, bom jaz držala tatu." Ko je tako rekla, je zgrabila zanj, Mahadhana pa je zapustil sobo, da bi šel po svetilko. Takoj, ko je bil zunaj, je osvobodila svojega ljubimca, nato pa bivolu iz gobca potegnila jezik in trdno prijela zanj. Ko je Mahadhana prižgal svetilko in z njo posvetil, je videl, da mu žena v roki drži bivolov jezik. Ko je to videla, je rekla možu: "Bravo, odlično, kakšno junaško dejanje. Česa takega so sposobne samo tvoje mogočne oči." Mahadhana pa je osramočeno obsedel. Tako torej, Prabhavati, če si sposobna take pretkanosti, potem mirno in z veseljem pojdi. Prabhavati je bila sicer željana skoka med rjuhe svojega ljubimca, ampak je bila zato malce manj spretna. Tako to je ena zgodba. V teh poglavjih, ki pripovedujejo, pravzaprav, ki predstavljajo kratko pripoved, kratko prozo, klasično sanskrtsko, sta predstavljena tudi Hitopadeša, takole v opombah k Pančatantri, ker Hitopadeša temelji na Pančatantri in veliko zgodb se ponavlja, tako da so paralele v opombah izpostavljene, da si študent ali bralec lahko ustvari vtis o povezanosti med tema dvema deloma. Hitopadeša je seveda precej poznejša. In pa seveda še ena zanimiva zbirka zgodbic, ki pa je precej mlajša. Sem prej rekel, da je Hitopadeša starejša, torej mlajša od Pančatantre. Torej precej mlajša, tole šele z 12. stoletja, vampirjeve povesti, ki je tudi strašansko zanimivo branje. Potem temu sledi poglavje iz romana. Zdaj, roman je ena zvrst, ki ni zelo prosperirala, torej pravzaprav poznamo samo 4 romane. In to zelo verjetno ni naključje, ostali verjetno niso izgubljeni, pravzaprav roman se ni prijel, ampak vendarle tisto, kar imamo, tista 4 dela, to je pa seveda fantastično. In najbolj znan ta roman je Dandinov roman Daša Kumara Čaritam, kar pomeni prigode 10 mladeničev, včasih to prevajalo 10 princev, pa vendarle niso vsi princi. Torej, imamo 10 mladeničev, ki spet imamo okvirno zgodbo, se razidejo in potem vsak doživi svojo dogodivščino, vsaka bolj nora, vsaka bolj bizarna kot druga in na koncu pridejo skupaj in si povedo, kaj so doživeli. Knjiga pa se zaključuje z 2 poglavjama, in sicer s Puranami, ter s prevodi iz ene od najbolj znamenitih Puran, ki tudi velja za eno od najbolj svetih besedil v Indiji, Bhagavata Purano, in z Gito Govindo, torej s pesnitvijo Jayadeve iz 12. stoletja, ki jo je prej omenjal Želuka in predstavlja konec staroindijske književnosti in pravzaprav tudi konec tega obdobja. Torej, Purane so, tudi Luka že prej nakazal, gre za izjemno obsežne sklope besedil z raznovrstno tematiko, filozofsko, religijsko, kozmološko, zgodovinsko, hkrati pa Purane posredujejo tudi povsem nove ideje, svoje mitološko gradivo recimo črpajo iz Brahmana, vsebinsko so povezane z Ramajano in z Mahabharatom, posredujejo pa tudi neke povsem nove ideje, torej o enem vrhovnem bogu, ki pa ni več nek abstraktni absolut in ga ni mogoče dosegati več samo intelektualno in v neki samotni kontemplaciji, ampak prek neposrednega stika. To je utelešeno v konceptu Bhakti, ki je sicer prisoten že tudi v Bhagavad Giti, ampak Bhakti pomeni ljubeče prijateljsko razmerje med Bogom in človekom. Torej, Bog je neposredno prisoten v svetu, vse prežema, ampak ne samo to, je tudi človekov tesen prijatelj. In to čudovito razmerje med Bogom in človekom se pa odraža tudi v Gita Govindi. Ampak ja, ta ideja o tem, da je Bog vse prisoten v ustvarjenem svetu, pa se kaže recimo tudi v eni znameniti zgodbi o penjenju Mlečnega oceana, kjer gre za boj med demoni in bogovi, kar hkrati tudi nekako predstavlja večen boj med dobrim in zlim, med pravičnostjo, nepravičnostjo, redom in kaosom. In v ta red, oziroma v ta kaos, ki se nekako časa do časa pojavi na zemlji, pa posega vrhovni Bog, ravno zaradi izraza ljubezni do vsega tega, kar je ustvaril. Ta zgodba o penjenju Mlečnega oceana je pa zanimiva tudi po tej plati, ker gre pravzaprav tudi za boj za usvojitev nesmrtnosti in brezčasja.
In sicer bogovi in demoni se bojujejo za nektar nesmrtnosti in sicer so to izvedli tako, da so okoli gore ovili kačo Vasuki in torej bogovi in demoni so na vsakem koncu vlekli za en konec, torej za glavo in rep, gora se je premikala, ustvarjala je penjenje in izvabljala iz globin mlečnega oceana ta želeni nektar, ampak iz globin oceana ni prišel zgolj nektar, ampak tudi številne druge osupljivosti. Ko strup bog Šiva je popil, vedri bogovi demoni spenijo mlečni ocean, iz njega krava nastane. Za kravo vici poskrbej, pravila ti poznajo vsa, saj maslo za daritev da, ta pa v nebesa pot odpre. Skratka, to je samo ena dragocenost, ki je priplavala na površje, sledijo še mnoge druge. Kot sem samo še zaključim, kot sem omenila, je Gita Govinda pravzaprav tudi črpala, torej ta pesnitev iz 12. stoletja snov iz različnih Puran in pravzaprav opisuje to čudovito razmerje med Bogom in človekom, ki dobiva tudi mestoma celo erotične, čutne razsežnosti, ampak predvsem gre za duhovno ljubezen, ne predstavlja željo po hrepenenje po uniji z vrhovnim Bogom. Tako da to je ta lepa ideja, s katero se tudi nekako Gita Govinda zaključi to obdobje staroindijske književnosti. Luka. In s tem tudi razglede po staroindijski književnosti. Tako. In vas vabiva k branju vse. Hvala lepa za poslušanje, hvala za pogovor, Luka. Hvala, Nina.